Vseslovensko združenje malih delničarjev je izjemna pridobitev za slovensko gospodarsko in predvsem socialno-politično prakso. Mogli bi reči, da Vseslovensko združenje ima večstranski pomen. Prvo, vzgojno-izobraževalni, ker veliko množico malih delničarjev, rekli bi povprečnih malih državljanov, izobražuje in usposablja za aktiven nastop v pogojih tržne ekonomije. Drugič, izjemno pomembna je v pogledu socialno-ekonomskega vidika, saj vemo, da se je v procesu privatizacije družba izjemno razslojila, kar povzroča dolgotrajne procese, predvsem nova družbena protislovja, in z razvojem malega delničarja se družba uravnoteži, s tem se tudi stabilizira socialni položaj v družbi, utrjuje se domovinska državljanska zavest pri malih delničarjih in, kar je najvažnejše, postanejo aktivni tvorci, udeleženci gospodarskega procesa v družbi in s tem tudi soodgovorni za narodovo gospodarstvo. Mislim, da je na področju izobraževanja bo potrebno prvo narediti svoje, izobraziti ljudi, predvsem preko novih ali obstoječih medijev, zato tudi lasten televizijski program bo nudil novo priložnost najširšega in, kot temu danes rečemo, vseživljenjskega izobraževanja in izobraževanja na daljavo, da bomo tako iz malih delničarjev naredili aktivne tvorce v gospodarskem pogledu, obenem pa tudi ljudi, ki bodo soodločali tudi o svojem bodočem socialnem položaju. Saj vemo, da delničarstvo ljudi spodbuja k štednji in štednja je potrebna za gospodarski razvoj. Vseslovensko združenje malih delničarjev je z svojo aktivno vlogo do danes dokazalo in opravičilo svojo prisotnost z pomočjo številnim malim delničarjem v številnih delniških družbah v Sloveniji. Z mednarodno aktivnostjo pa je treba ugotoviti, da je v tem kratkem času svojega dela uspelo v Slovenijo pripeljati letno konferenco Evropskega združenja delničarjev, to je eno, in drugo, Svetovne federacije investitorjev. Oboje je tudi izjemna priložnost za promocijo Slovenije, za predstavitev slovenskega gospodarstva, za animacijo tujih investitorjev za vlaganje v Sloveniji, obenem pa tudi slovenskim gospodarstvenikom odpira pot in jih spodbuja pri vključitvi v mednarodne gospodarske procese. Na konferenci bodo nastopali najreprezentativnejši predstavniki, rekli, tega srednjeevropskega prostora, dr. Erhard Busek iz Dunaja, ki vemo, da zlasti na področju srednje in jugovzhodne Evrope upravlja številne, rekli bi, najodgovornejše funkcije zadnjih 2 desetletji, kot tudi za ilustracijo znani profesor Giorgio Domineze iz Italije, ki predava tudi na številnih drugih tujih univerzah o Evropi in globalizaciji. In verjamem, da bo srečanje z slovenskimi gospodarstveniki tudi izjemno koristno.